Mežiška šola je ena najlepših in najstarejših v Sloveniji. Zgrajena je bila 1926, kar se vidi tudi po tej čudoviti arhitekturi. Pa poglejte češnje, kako lepo cvetijo, kot da smo na Japonskem. Ja, jaz komaj čakam, da spoznamo šolo in njene učence. Pa tudi učitelje, ravnatelja, pa ostale. No, Gremo. Gremo, ja. Dobrodošli pri nas. Ker ste vi danes prišli k nam, so pa to naša pravila. Tako da do zdaj ste vi nam zastavljali uganke, mislim pa, da je cajt, da mi vam zastavimo par naših ugank. Skrivnost šole. A začnemo pa tlele. Še dober dan, še lepa dobrodošli. Aha. Okay. Te pa videli, kjer je voditelj je najbolj brihtno. O, piškoti! Ja, končno malce, dajmo. Skrivnost šole. Svoboda! To! Lenart, v studiu te nikoli nisem videl s harmoniko, koliko časa jo že igraš? 2 leti nazaj sem začel in sicer te med korono, ker mi je bilo ful dolg cajt. Kaj sicer reče počneš v prostem času? Drugače pa treniram odbojko. Lani smo bili državni prvaki, letos smo bili Koroška regija, tudi prvaki v Sloveniji, pa zdaj smo v finalu. Skratka, posod, kamor prideš, si v finalu. Lenart, dobro ti gre očitno delo v skupinah, pa me zanima, Lenart, a bi ti tudi z mano imel eno skupino? Pa ja bi imel. Ej, Lan, prines kahon. 3, 4. Vid obožuje matematiko in zato smo zdaj v matematični učilnici in tukaj pred nama, za nama in povsod okoli naju je en kup enih lesenih in drugačnih pripomočkov. To je misel igre, ki se reče Hanojski stolpi. Kako pa se igra tole? Cilj igre je, da vseh 5 obročkov prestavimo na zadnji stolp. Jaz te izobem. No, v redu. Pa malo bom vseeno pokukal k tebi, prav upam, da ne zameri. Evo, tudi meni je uspelo, ampak vid, si pa zmagovalec, priznam, in ti seveda čestitam. Julija, zdaj smo pa na tvojem oziroma vašem prizorišču odbojkarsko igrišče. Ja, jasno, zdaj ti pa dajem zdaj en izziv. Torej, medtem ko me sprašuješ, igra odbojko. Izziv sprejet, odbojkarski intervju. Ti imaš veliko hobijev, eden izmed njih je tudi odbojka, kaj pa še rada počneš? Plešem, poslušam glasbo in berem. Če bi imela možnost samo eno skupino izbrati in jo poslušati do konca življenja, katera bi to bila? Glasbena skupina Imagine Dragons. Kaj pa, če bi lahko brala samo eno knjigo? Mislim, da bi bila to knjiga Ognjeni kelih Kje pa pokal Male sive celice? v našem zboru. Potem pa gremo do tja. Zdaj, ko ste zmagovalno zaključili Male sive celice, me zanima, a jih že kaj pogrešate? Ja, malo jih pogrešam, ampak to je bila enkratna izkušnja v življenju in je nikoli ne bomo pozabili. Kaj si boste pa najbolj zapomnili snemanja? Zagotovo to, kako je bil Lenart nemiren na stolu in sem ga večkrat skoraj dol stola potegnila. In glede na to, da ne morete biti primir, a ste že kaj proslavili tole vašo zmago? Nismo še, bomo pa zikr gavdo naredili. Kaj bi pa svetovali bodočim tekmovalcem? Predvsem to, naj se ne obremenjujejo zmago ali porazom in naj bojo tam, da uživajo, se zabavajo. Naj zaupajo drug drugemu, pa da naj s pogovorom pride do pravega odgovora. Hvala, ker ste nas gostili. Zdaj pa predlagam, da naredimo tako, kot je vaš zborček, ko je pel vašo šolsko himno. Sicer, da tlesknemo s prsti in se teleportiramo v studio. Prav? 3, 4, zdaj!